SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem aktualnem SBC-evem podcastu. Če bi moral z enim stavkom, z eno besedo celo opisati, o čem bo danes govora, mi to ne bi uspelo. Zakaj? Ker se v svetu, doma in v družbi toliko dogaja, kjer padajo vse tiste norme, ki so morda še pred tednom, mesecem ali pa letom dni bile takšne, ki smo jih spoštovali ali pa so nekaj veljale. Ko padajo tudi pravni standardi, ki so pred letom, desetletjem bili res zakoreninjeni in smo rekli, ja, to pa je mednarodno pravo, to pa je domače pravo. Vse to se nam zdi, da se zelo hitro briše. In ko sem razmišljal, kdo bi bil pravi, da bi pogledal na te hitre spremembe v naši družbi iz pravnega in antropološkega, sociološkega vidika, se mi zdi, da sem našel prava gosta. Matej Avbelj, pravnik, en lep pozdrav. Pozdravljeni. In Vesna Vogodina, en lep pozdrav, antropologinja. Lep pozdrav. Če vaju na začetku izzovem, predvsem to pa bo preprosto vprašanje. A vaju kaj jezi čas, v katerem zdaj živimo? Vaju kaj vznemirjajo vsi ti dogodki okrog nas? Ja, če lahko jaz začnem, bom rekla, da me zelo vznemirjajo, ja, res. Tako da si včasih rečem, ravno danes, ko sem se vozila v Ljubljano na to snemanje, sem se pogovarjala z eno mojo oddaljeno sorodnico in sem rekla, da včasih bi človek bil hvaležen, da bi se stvari malo upočasnile, pa da bi nam kakšna stvar bila prihranjena mogoče, ne. Tako da ja, to je tudi vzadaj te moje želje, da potem, ko bom nekoč pokojena in če mi bo zdravje služilo, ne bom več tu v Evropi živela, resnično ne več. Ja. To, da ne boste v Evropi živela, vas bom pa izzval čez 5 minut, ker imam zanimivo anekdoto. Kako pa vi gledate? Vem, da ste zelo aktivni, vidim, da ste družbeno aktivni, kar je v teh časih zelo pomembno. Kaj je tista stvar, ki vas morda najbolj driva, je moderen pojem, ampak jaz bom pa rekel tisto, kar vas najbolj vznemirja in se vam zdi pomembno, da se odzovete? Meni je bila vedno zelo blizu misel dr. Jožeta Pučnika, ki je rekel, tisto, kar je narobe, je treba popraviti. Ne? In pri mladih ljudeh, in zdaj nismo več tako mladi, te marsikaj iritira v zvezi s tem, kar je v svetu narobe. Pri pravnikih toliko bolj, ker pravniki naj bi delali tisto, kar je prav. Tako da z tega vidika mladostnega entuziazma od nekdaj sem želel določene stvari popravljati, izboljševati, povedati, kako bi morali biti. Tako da ta jeza je nekako intelektualno produktivna. Ne? Ampak zdaj pa prihajamo v nek čas, kjer ima človek občutek, da je pravzaprav narobe postalo prav, in takrat pa ni več prostora za jezo, ampak je v bistvu prostor za skrb. Tako da zdaj v zadnjem času me pa stvari resnično skrbijo in ko se pogovarjam z drugimi, ki tudi razmišljajo o teh zadevah, delijo isto mnenje, potem pa še dodajo, ampak mogoče ne bi veljalo o tem preveč govoriti, ker bomo začeli širiti strah. In takrat moram reči, da me še bolj skrbi. Zdaj ste mi dala pa ravno pravo izhodično točko. Šli bomo seveda malce v svet, začeli bomo pa vendarle doma z vplivom sveta na nas. Novi šef NATO, Rutte, je dejal, ali se oborožite, ali pa, kot ste vi rekli, ne, pojdite iz Evrope, pojdite na Novo Zelandijo. In res se mi zdi, zdaj, ko gledam, naprimer, zadnje dni poročila, je seveda glavna skrb, ali imamo v Sloveniji, pa tudi v Evropi, za 3 dni zalog, če pride do vojne. Zjutraj sem pa sam govoril z mojo mamo, pa je rekla, to je norost, ker ustvarjanje teh izrednih razmer, če tudi jih morda ni, ne, se mi zdi, da se bo pa res nekaj zgodilo. In zdaj vas vprašam, morda najprej vas, ja, pa potem greva na to Novo Zelandijo. Kaj se pravzaprav res dogaja s to našo družbo? Ne? Po eni strani vidimo, so neka pravila, so neke pravne zaveze, ki jih tudi država da, če rečemo, zdaj govorimo o denarju za NATO, po tretji strani so neka pravila, kako se vojne končajo, kako se ne bi smele začeti, ne? Seveda, ampak po tretji strani je pa zdaj ta posploševanje nič, kupimo za 3 dni, vojna je pred vrati, denar dajmo, če pa nisi slučajno za to, si pa verjetno že tako ali tako za Ruse. Jaz sem poenostavil, ampak tako zdaj izgledajo ta poročila, vse to, o čemer zdaj teče tudi javni diskurs. Jaz mislim, da se treba zavedati, da je zahodni svet po drugi svetovni vojni, zlasti v Evropi, živel eno zelo, kot bi rekli Slovenci, vzeto iz avstrijščine, ne? Smo živeli zelo komod življenje. In smo se na nek način smo se razvadili.
In smo zdaj nekako, jaz jemljem te stvari, v katerih, kar govorijo institucionalni predstavniki, jaz te stvari jemljem resno, ker mislim, da je institucijam treba zaupati. Lahko se pogovarjamo, ali je moje zaupanje naivno, ali je moj pogled na svet naiven, ampak jaz mislim, da je te stvari treba imati resno. In da smo nekako zdaj v situaciji, ko sami pri sebi veste, da vas nekaj boli, da vas nekaj teži v telesu, greste zdravniku in vam pove nekaj groznega. Reče, ne? Napadla vas je ali pa utegne vas napasti neka terminalna bolezen, zdaj imate še čas, da nekaj storite za to, da ublažite posledice, da morda celo preprečite, da bo se ta bolezen dokončno razplamtela, ampak človek kot posameznika na to reagira najprej za samo zanikanjem. Vse to ne more biti res, vse se dobro počutim, to je tam nekje daleč, to se dogaja drugim, potem nastopi jeza, zakaj se to dogaja meni, in potem mogoče gremo v konstruktivno pot, da bomo res nekaj storili, da ozdravimo, ali pa v destruktivno pot, da še zanikamo in počnemo druge neumnosti. In jaz mislim, da zdaj čas, globalno strateško gledano, zlasti tu v Evropi, je ravno to. Mi nismo dojeli, da vojna v Ukrajini, ki se bije zdaj že, tako rečemo, od zasedbe Krima dalje, da je to naša vojna. In da so v bistvu Ukrajinci namesto nas, Evropejcev tu v Evropski uniji, dajali življenje za to, da se je Rusija ustavila tam, kjer se je. Ob dejstvu, da so Združene države Amerike se odločile ne samo za transakcijsko mednarodno politiko, ampak da vidimo iz razprav, internih in eksternih razprav njihovega kabineta, da oni Evrope ne marajo, da jo mogoče sovražijo in da nismo več njihov zaveznik in da pravzaprav oni nam ne bodo pomagali, smo se v tej komoditeti znašli pravzaprav zares sami. In jaz mislim, ta vojaška grožnja je realna in to je nekaj, na kar se moramo pripraviti. Jaz tukaj ne vidim, da gre za oborožitveni terorizem, oborožitveno psihološko vojno, ki jo zdaj Bruselj sproža na nas, ampak gre, jaz mislim, da nek klic k tem, da se moramo zavedati, da ne živimo v svetu, kjer je trajni mir nekaj danega. In nekateri, ki so še malo bolj realni ali pa recimo temu pesimistični, pravijo, da tudi Evropska unija ni nujno nekaj, kar bo za vse večne čase in njen skupni trg in tako naprej. Tako da jaz mislim, da tu smo na neki prelomni točki, ko lahko še zavarujemo naš način življenja, to blagostanje, v katerem smo, ampak v hkratnem zavedanju, da če bomo to želeli storiti, da se bomo morali marsičemu odpovedati, kar smo doslej imeli, da bomo morali marsikaj več na individualni in tudi družbeni ravni prispevati za to, da bomo lahko še živeli ta naš evropski način življenja. Ko je bila kriza pred to krizo, COVID, je Jelko Kacin, jaz rečem človek iz nekih drugih časov, nagovoril neko drugo populacijo, mlade, in dejal, uživajte dokler lahko, in je bilo to sprejeto slabo in v bistvu se je v trenutku začel upor. Ko Mark Rutte reče, oborožite se ali pa pojdite živeti na Novo Zelandijo, vi ste antropologinja, a je to pravi način komunikacije z neko populacijo, ki, kot ste vi rekli, vojne v življenju v resnici ni, ne samo, da jo ni doživela, pravzaprav se o tem nikoli ni niti pogovarjala, niti o tem nek Portugalec ali pa, ne vem, Španec ali pa Slovenec, ki se je rodil po letu 1990, torej po osamosvojitveni vojni 1991, ne razmišlja. Torej, zdaj kratek odgovor na to vprašanje je seveda, da ni pravi način to, ampak po drugi strani je pa seveda treba mogoče iti nazaj še k temu, kar je že bilo povedano. Namreč gre za to, da mi v resnici konstruiramo svet na osnovi svojih predstav. Mi smo si torej zdaj ustvarili neko predstavo, kako bo Rusija zdaj, ne vem, celo Evropo napadla ali kaj podobnega, kako smo zdaj mi vsi tukaj ogroženi ali kaj podobnega, in da bomo zdaj mi, ne vem, z nakupom 800 milijard denarja v orožje ta problem rešili. Seveda, treba se zavedati, Rusija je bila velesila, ona ima imperialno politiko, ima tudi tisto, čemur jaz rečem, kompleks imperialne sile, to ima tudi seveda Britanija in ima ZDA in tako naprej, to pač so države, ki to imajo. Ampak zdaj znotraj takega sveta lahko ti konflikt zaostruješ, lahko ga pa ne. Lahko torej vodiš politiko, ki zaostruje konflikt, lahko vodiš politiko, ki recimo gradi
prijateljske mostove, da temu tako rečemo. Ne? Jaz bolj verjamem v drugo opcijo kot v prvo. A ne? In se bojim, da s tem, ko se bo Evropa oboroževala, mi ne dajemo Rusiji, če naj bi bila Rusija tista, ki nas ogroža, nobenega znaka v smislu, da zdaj pač, a ne, smo mi nekakšna, bi rekla, se s tem pripravljamo za mir, ali kako bi zdaj temu rekli. A ne? Tako da mislim, da je to v resnici, vedno je mogoče, jaz mojim študentom prvo uro narišem na tablo hišo in jim rečem, a ne, zdaj vas nekdo vpraša, koliko okn ima ta hiša. Ne? Zdaj, recimo na sprednji strani ima eno okno, na stranski strani ima 3, zadaj nima nobenega, na četrti strani ima pa 5. Zdaj, odgovor na vprašanje, koliko okn ima ta hiša, je odvisno od tega, z katerega zornega kota na hišo gledate. En bo videl, da ima eno okno, en bo videl, da ima 3 okna. Ne? Verjetno je pravi odgovor, zahteva, da greste okoli hiše in pogledate stvar z vseh zornih kotov. Ne? Mislim, da je to tisto, česar Evropa zdaj ne počne in je to zelo narobe in Evropa bo to zelo drago plačala. Seveda tudi Evropejci bodo to zelo drago plačali, ker pač tukaj gre seveda še za neke druge stvari, ki se ne omenjajo, torej za interese vojaške industrije, ki jih Ursula von der Leyen seveda tradicionalno zastopa in tako naprej in tako dalje. Tako da torej pač, a ne, kot sem že povedala, ko sva se pogovarjala pred to oddajo, tudi če bo Slovenija kupila pač nekaj teh tankov in te, kar pač nam je NATO predpisal, da naj bi kupili, s tem, če bomo slučajno napadeni, se ne bomo ubranili, ne? Če bomo napadeni, bomo morali imeti spet splošni ljudski odpor, če se hočemo ubraniti. Ne? Nobena taka zadeva nas ne bo ubranila. Tako da mislim, da je problem v tem, kako mi stvari vidimo in kako jih mislimo. Ne? Zdaj pač ta zahodna percepcija, da je Rusija je a priori sovražnik, Zahod pa a priori ni sovražnik, to je pač neka percepcija, ki je iz hladne vojne, je seveda pač nerealistična. Veste, obstajajo profesori mednarodnih odnosov, ki niso Evropejci in bodo zelo jasno povedali, da oni ne razumejo, kaj Evropa počne. Ne? Ker pač Evropa deluje kot podaljšek interesov ZDA. V resnici pri zunanji politiki gre za to, da ti razumeš svoje interese in da skladno z svojimi interesi tudi deluješ. Ne moreš biti podaljšek nekoga, ker če si podaljšek nekoga, pač to plačaš. Ne? In to je vidno ljudem, ki seveda niso Evropejci. Ne? Tako da tu imamo mi neko težavo. Seveda ni tudi rešitev, da gremo vsi na Novo Zelandijo. Ne? Čeprav Nova Zelandija ni zelo gosto poseljena zaenkrat še, ampak ker pač s tem problema ne rešimo. Ne? Ampak jaz mislim, da je seveda problem, kako mi to vidimo in seveda je problem v eliti, ki Evropi vlada. Ne, ta elita ima direktne konotacije tudi z nacionalsocializmom, mislim, gre od tam naprej. Ne? In to pač so neke stvari, o katerih mi nočemo razmišljati in tudi nočemo jih misliti, ampak veste, družben svet je majčkeno bolj zapleten kot tisto, kar samo na prvi pogled vidim. Ne? Kar? Ja, želel sem samo dodati, da seveda, absolutno svet, v katerem živimo, je družbena konstrukcija realnosti, percepcija, z katere pozicije gledamo na stvari, je pomembna, ampak vendarle, ko se enkrat realnost konstruira, je to zgodovinsko dejstvo. In tista dejstva ostanejo, ne glede na to, kdo jih vidi in kako jih gleda. In pač treba je tukaj biti zelo jasen in decidiran, da Evropska unija je zadnjih 70 letij vodila politiko, želja politiko doseganja trajnega miru v Evropi prek ekonomije. In na nek način smo zanikali tisto staro latinsko maksimo, ki pravi, če želiš mir, se pripravljaj na vojno. Tisto, kar je počela Evropska unija, je to, da smo se pripravljali na mir in smo na nek način priklicali vojno. Ker treba je povedati, da dejstvo je, in ne glede na to, ali si zdaj ti profesor mednarodnih odnosov v tem ali onem delu sveta, da imamo mednarodno pravo. In da po mednarodnem pravu je agresija na katerokoli državo, je to zločin.
to je kaznivo dejanje po mednarodnem pravu, je kršitev jus cogens in dejstvo je, da je Rusija to storila, da je Rusija zakrivila kršitev mednarodnega prava, da je začela agresivno vojno na Ukrajino in da je bila ona tista, ki je s tem mirovnim konceptom v Evropi prenehala. In zdaj, to so ta dejstva, ki jih ne moremo zanikati in na osnovi teh dejstev potem lahko naprej gradimo naša pričakovanja, kaj bo naslednji korak tovrstne velesile. Ne? Ker če Rusija danes vstopi v tisti koridor, ki jo povezuje, torej rusko ozemlje do Kaliningrada, kdo bo ta koridor branil? In potem imamo novo zgodovinsko dejstvo, da smo v bistvu baltske države odrezali od Evropske unije, od Zahoda in ko se bo to zgodilo, nam ne bo nič pomagalo, če bomo mi želeli o tem misliti ali vedeti drugače, ker to dejstvo bo. In kot rečeno, jaz mislim, institucije imamo zato, da jim zaupamo, da jih tudi kritiziramo. In če nam generalni sekretar NATO pove, kar nam pove, če nam poljski generali pripovedujejo, da Putin v ozadju gradi veliko vojsko, s katero bo izvedel invazijo do tega in drugega ali naslednjega datuma, a potem je nekaj, če jaz tega specifičnega znanja nimam, moram temu zaupati in mislim, da je tudi dolžnost medijev in odgovorne politike, da s tem seznani splošno javnost, državljane in državljanke. In tudi, če bi nas vprašali, koliko časa zdaj že traja ukrajinska vojna, že kar nekaj leta, če ste takrat kogarkoli skoraj da vprašali, razen Sijo, ali bo Putin napadel Ukrajino, so vsi rekli, pa kaj si nor, to se gotovo ne bo zgodilo, pa se je zgodilo. A lahko pod vprašanje na ta del, ko ste omenili, Evropa je verjela, da lahko z ekonomijo obdrži ta mir. Potem pa, naprimer, dodajva k temu še mednarodno pravo, Američani z novim predsednikom se zdi, da so naprimer ta ekonomski pravni vidik popolnoma povozili. Če so bili še nekaj mesecev nazaj veliki zavezniki Ukrajine s pošiljanjem orožja in denarja, smo zdaj slišali samo, to nam boste vrnili in tukaj imate list papirja, kjer podpišete, da boste vse, kar je vrednega, dali nam v tej vrednosti. Tukaj padeta dve veliki mantri, ki smo jih Evropejci spoštovali, torej pravo, pa še to neko zavezništvo, v katerem smo mi živeli. Miro Cerar, prav tako pravnik, je rekel, ni problema, ko nekoč podpišeš pogodbo, tudi postane dejstvo, je pa res, da se moramo vprašati, pod kakšnimi pogoji si ti to podpisal, ampak pravo se pa tega ne sprašuje. In zdaj vas malo izzivam, ker pravo načeloma bi moralo biti jasno, to je prav in to je narobe, ampak zdi se mi, da bodo Ukrajinci pokleknili, pred Američani, pri neki drugi točki pa nam spet poruši nek red, v katerega Evropejci verjamemo, ali pa ga morda branimo. Jaz mislim, da ta red, ki je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni, ta red mednarodnega prava ni bil samo evropski pa zahodni red, to je bil red, s katerim smo želeli po drugi svetovni vojni univerzalno v svetu zagotoviti neko mirno reševanje konfliktov in sporov, neko pravno predvidljivost in takrat smo se za to dogovorili, lahko rečete, da iz egoističnih strateških razlogov, ampak dogovorili smo se tudi v zavesti grozot prve in druge svetovne vojne, do katerih je prišlo ravno zaradi tega, ker teh pravil ni bilo ali pa se jih ni želelo spoštovati. In ko Trumpova administracija tega ne spoštuje, v biti krši ta mednarodni red. Zdaj, če to ustreza tudi drugim velesilam, smo se potem takem znašli v zverinjaku. No in to je to, ne? Je to neko ponavljanje ravno tega, ko smo nekaj naredili za to, da bi nam bilo bolje, smo se držali tako, zdaj pa vse poteptali, da nas to lahko skrbi. To je bil ta moj uvod na začetku, ko se mi zdi, da padajo te postavljene domine hitreje, kot smo se jih v resnici sploh navadili upoštevati, Ja, jaz se vsekakor s tem strinjam, ker to, kar je prej kolega povedal, da seveda to, da napadete neko državo, to je agresija po mednarodnem pravu, jasno je to, kaj to je in tako naprej. Mi v luči tega upravičeno seveda naslavljamo ustrezna vprašanja na Rusijo oziroma nek način razumevanja. Ampak po drugi strani je to naredil Izrael v Gazi, naredil je seveda ob podpori in vednosti ZDA, ker sicer tega ne bi mogel narediti. In istih kriterijev in istih vprašanj ne postavljamo zoper ZDA. ZDA še kar naprej vidimo kot neko državo, ki nam bo garantirala mir, čeprav pa zdaj vidimo, da
potem slišimo, kako naj bi se tam gradili hoteli in kako, dokler ne bo to očiščeno, bo pač vojna. In potem celo najožji, bi rekla, krog ameriškega predsednika daje to zadevne izjave. Mislim, ni čisto jasno, čemu so potrebni takšni dvojni kriteriji. Ne? Jaz seveda se strinjam, da moramo kriterije imeti in da kriteriji so pomembni in da skratno z nekimi kriteriji so določena dejanja nesprejemljiva. Ampak nesprejemljiva so za ZDA enako kot za Ruse. In da če pač neko tako dejanje naredi Ruse za naše sovražnike, potem naredi tudi ZDA za naše sovražnike. A ne? Torej, potem je seveda popolnoma naivno razmišljati, da zdaj pa, ne vem, Zahod, ki to počne ali pa to podpira ali pa pošilja orožje Izraelu in ne vem, kaj zdaj še tukaj Slovenija zraven počne, a ne? Da to pa so zdaj prijatelji. Veste, pač, tako kot je rekel kolega prej, obstajajo pravne norme, ko jih kršite, je stanje jasno. In krši jih Rusija in krši jih seveda ZDA. In ZDA jih krši ne samo na enem mestu, ne? Ja? In kako potem vendar ZDA razumemo kot, bi rekla državo, ki garantira mir oziroma vir stabilnosti, miru in varnosti. A ne, če počne enako, kar počne recimo Rusija. Ne? To je pač rahlo, bi rekla, nekonsistentno in mislim, da pač, zahodnjaki imamo tu težave misliti stvari skladno z istimi merili. Mi imamo pač to idejo, to je seveda, bi rekla, to je ideologija, da pač gre tukaj za kulturni kolonializem, ne? Da pač nekdo je a priori sovražnik, nekdo je a priori prijatelj. Nihče ni a priori sovražnik in tudi nihče ni a priori prijatelj. A ne? To je treba pač razumeti in je pač treba seveda iste kriterije obravnavati oziroma upoštevati za vse, ne? Tako kot pač jaz moram iste kriterije upoštevati za vse študente, ne moram pač za nekega študenta, ki mi je bolj všeč, upoštevati en kriterij, za nekoga drugega pa drug kriterij, ne? Jaz sem Slovenec, mlad, relativno, vseeno se spomnim te ideje, kako smo šli v Evropsko unijo, tudi v NATO, ne, to je bila res velika stvar za Slovenijo. Takrat smo ugotovili, jaz nisem kot z glavo še živel v Jugoslaviji, ker sem bil pa premlad, ampak razumel pa sem, da je Evropa nekaj dobrega. A Evropa še ima to iskro? A ima še to možnost, da ravno morda tem dvojnim kriterijem vendarle reče, ne, mi smo nekaj več ali pa nekaj drugače, kot se trenutno te vele sile pogovarjamo. Vemo, da Kitajci imajo popolnoma svoj pogled na zadeve, potem imamo tukaj Ruse, o državah BRICS-a redko govorimo, pa mislim, da bo vendarle počasi treba, ne. Tako, potem imamo pa še Ameriko, kjer res že zadnji pogovori o napadu na Jemen razkrivajo, kakšen odnos ima podpredsednik Združenih držav Amerike do Evropejcev, nepredstavljivo poniževalen ali pa tako. Ali torej Evropa ima še kaj tega goriva, da se lahko kamorkoli postavi? Vemo pa, na čem je zgrajena. Ne? Spet se vračam na ta pravo in to. V prvi vrsti Evropa smo mi, ne? Mi smo Evropa. Razumeli smo tudi naš osamosvojitveni projekt, kakor nadaljnji razvoj slovenske zgodovine, da se na nek način vrnemo v Evropo. In seveda Evropa je tudi sestavljena iz ljudi, ki so iz krvi in mesa. To se razume in to vrstni dvojni kriteriji, če obstajajo in kadar obstajajo, jih je treba grajati, zlasti v javnem prostoru na nje opozarjati in bi jih morali državljanke in državljani, ki so zaveščeni, seveda tudi uveljavljati kot obliko kritike oblasti, ko hodijo na volitve. Jaz mislim, da absolutno, če pogledamo svet kot celoto, vendarle Evropa kot ideja in kot praksa je zase in za tiste v svoji neposredni bližini veliko storila. Evropska unija kot taka je največja donatorka humanitarne pomoči po svetu in lahko po moje zatrdimo, in s tem nismo nič več, ampak da smo vendarle tisti košček sveta, ki res da zdaj izgublja ekonomski zalet iz že obravnavanih razlogov, ki še najbolj približuje tistim normam in standardom, ki smo si jih zapisali. Katerekoli druge dele sveta, ki ste mi jih opisovali, pravijo, noben del tega sveta ni demokratičen. In
te dele in tega ne grajamo, ne kritiziramo. Zahod kritiziramo zato, ker smo si postavili visoki standarde in ker imamo znotraj Zahoda ta privilegij, to svobodo, da lahko kritiziramo sami sebe. Pojdite v Moskvo in kritizirajte Putina. Pojdite na Kitajsko in kritizirajte kogarkoli. Tam sploh ne morate več nikogar kritizirati, ker so vsi pod kamerami in tako naprej. Pojdite, Indija je ena največjih demokracij na svetu, pa ni primerljiva standardi, ki jih imamo pri nas. Pojdite v Severno Korejo, pojdite v latinskoameriške države, pojdite v afriške države. Kakovost življenja, spoštovanje človekovih pravic posameznika, ravnanje oblasti, obseg korupcije, ki v tistih delih sveta obstaja, je neprimerljiv s tem, kar je kadarkoli po drugi svetovni vojni obstajalo v Evropi ali pa obstaja v ZDA zdaj. Tako da tukaj, to je tudi en tak mal psihološki zasuk, ne? Zahod iz naslova svojega razvoja, iz naslova tega svojega liberalizma, v katero je investiral, dopušča lastno samokritiko, dopušča različne glasove, medtem ko drugi deli sveta tega ne zasledite, vlagajo pa ogromno te drugi deli sveta, zlasti skozi digitalne kanale, glasov, ki podpihujejo to, jaz bom kar rekel, na nek način samozaničevanje zahodnega sveta in ki podpihujejo tiste sile na Zahodu, ki želijo ta liberalni Zahod spremeniti v mnogo bolj avtoritarno zgodbo, kot jo spremljamo v drugih delih sveta. Tako da tukaj treba postopati z neko cum grano salis, ker jaz mislim, da na Kitajskem takšnega omizja ne bi imeli, v Rusiji ga ne bi imeli in še marsikje drugje ga ne bi imeli, pa mogoče ga zdaj tudi v ZDA ne bodo imeli, ker vidimo, kakšen je pritisk oblasti na akademske kroge, na oporečnike. Tako da jaz mislim, da če smo za kaj šli v Evropo, je ravno zato, ker so nam dozadevno te standardi bili blizu in na teh standardih moramo delati še naprej. Ne smemo jih opustiti, kljub temu, da naša ekonomska moč pojenja in kljub temu, da imamo v naših krogih, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, ljudi iz krvi in mesa, ki so dovzetni za koruptivna tveganja, korupcijo in tako naprej. Ampak treba je riniti naprej in ostati na nek način, kljub temu, da je stanje zaskrbljujoče, optimističen in ljudi navdihovati z upanjem, ker to je naju navdihovalo kot mlada človeka pri zgodbi Evropske unije. Dobro izhodišče ste mi dali ravno to, preden se vrnemo zdaj ali pa preselimo res v domače loge. Kaj torej manjka tej Evropi? Nekateri rečejo, nima močnih voditeljev, ampak to bi zdaj težko rekel, ker Macron je bil močan, ko je bil izvoljen, tudi Sarkozy je bil ali pa Angela Merkel je bila močna, morda jih zdaj res nima, ampak kaj je tisto, kar manjka, da bi se začeli bolj braniti oziroma da bi začeli braniti te naše vrednote? Mislim, da zdaj od naših vrednotah. Jaz sem socialna in kulturna antropologinja, zdaj niti ne bi se spuščali, ker naše vrednote so seveda konstrukta, te naše vrednote so vrednote pač vladajočega dela Evropejcev in z njimi, mislim, tisti ljudje, ki pač niso pač bogati, dovolj bogati, nimajo kaj dosti skupnega, ker te naše vrednote med drugim pomenijo pač toliko in toliko revnih, toliko in toliko brezposelnih, toliko in toliko neskrbi za invalide, toliko in toliko žensk starejših, ki komaj preživijo in tako naprej. Ne bi zdaj o teh naših vrednotah, ker to pač ne. To je seveda ideološki konstrukt, ampak predvsem osnovni problem Evrope je, jaz to študentom razložim tako zelo preprosto, mislim, da je to najbolj preprosto, Evropa razume svet in deluje skladno z logiko iz 18. in 19. stoletja, danes pa živimo v 21. stoletju. To je približno tako, kak naj bi rekla, če imava zdaj midva najin avto in bi pač lahko se postavila nekako v časovni stroj, in bi tale avto, ki je zdaj seveda že, se veste, na te računalnike in tako naprej, dala popraviti nekemu mehaniku, ne vem, v 20. leta 20. stoletja, pač popolnoma jasno je, da ga ne bi mogel popraviti, Evropa ima zaradi te tradicije, ki jo je kolega omenil, in seveda Evropa ima tradicijo in ta tradicija je spoštovanja vredna v nekaterih vidikih in tako naprej, v nekaterih vidikih je zelo zaskrbljujoča, Torej, Evropa je mesto, kjer so genderizirane družbe doma in kjer je ženski spol tradicionalno manj vreden in tako naprej, in še bi se dalo kaj povedati, Ampak, pač zdaj, razumete, svet se je spremenil, Evropa pač
živi iz svoje lastne preteklosti na nek način, ne, s to lastno preteklostjo in ravna še vedno enako. A ne? Svet se je pa spremenil, tako kot mi dva ne moreva najnega avtomobila popraviti pa za postopki, ne vem, iz 30 let 20. stoletja, ne? Je zelo težko verjeti, da lahko danes pač, bi rekla, družbe, sodobne družbe in tudi pač posebej neko multietnično skupnost, ker seveda Evropska unija je multietnična skupnost, vodite po logikah in znanjih in bi rekla z nekimi koncepti iz 19. celo 18. stoletja. Ne? Recimo to, da ekonomski razvoj pač garantira razvoj vseh vidikov družbe, to je v osnovi pač koncept razsvetljencev, ki je pač potem seveda dobil svojo razdelavo v 19. stoletju in podobno. Evropi manjka to, da bi v resnici dojela, da se je svet spremenil in da ga je treba tudi drugače misliti. Če dam zelo preprost primer. A ne, mi še vedno mislimo, dobro, jasne, ampak Evropejci, še vedno mislimo, da je zdaj pač čarobna paličica, ki bo vse probleme rešila, tako imenovani ekonomski razvoj, ne, pa rast BDP-ja, in ko bomo mi to zdaj rešili, potem bo vse rešeno. To seveda ni res. Ekonomski razvoj in rast BDP-ja bosta te družbe uničila, ne samo, da bo to uničila te družbe, ampak bodo uničila tudi planet, se ga že uničujeta. Ne. Torej, logika ekonomske racionalnosti, ki je pač v nekem zgodovinskem obdobju bila smiselna, ne, je zdaj pač objektivno naletela na svoje meje in te meje se reče planet, torej meja planeta. Vi bi morali zdaj družbe, bi rekla, organizirati in voditi po logiki socialne racionalnosti. To pomeni, narediti je treba to, kar je za ljudi dobro in za družbo dobro, tudi če ekonomsko ni najbolj racionalno. Ne? To je zdaj logika, ki si jo ljudje sploh ne morejo predstavljati in mislijo, da take družbe niso nikoli obstajale oziroma da to ne more sploh obstajati, ampak seveda je treba vedeti, da večina človeških družb je ravnala natančno tako, ne? In da pač ta logika, ki pač je seveda v nekem zgodovinskem obdobju, ne, v nekih stoletjih predstavljala potencial in tudi moč Evrope, se zdaj izpela. Mislim, a veste, vi preprosto ne boste mogli planeta prisiliti, da bo več kot toliko in toliko milijonov ali pa milijard kubičnih metrov kisika proizvedel. Ne morete ga prisiliti, ne? Ne morete pač ravnati po logiki te surove trumpovske, bi rekla, ekonomske racionalnosti, ampak to je v Evropi enaka logika, samo da je malo bolj sofisticirana, ne? Preprosto ne morete, razumete, obstajajo neke meje tega sveta in zdaj preprosto je treba iti na drug konec te hiše in to hišo pogledati z drugega zornega kota, ker drugače pač ne bomo prišli ven iz tega. In tu bi Evropa dejansko lahko gradila realno moč. Razumete, ker realna moč ni v tonah orožja, ki ga ti potem seveda moraš uporabiti v vojni, ampak je v tem, da dejansko zgodovina kaže, nekatere družbe, kulture, civilizacije so bile močne. Tiste, ki so razumele zgodovinski trenutek, ki so tisti zgodovinski trenutek znale produktivno uporabiti. Vseeno, saj sem želel je že doma, ampak morava še tole pokomentirati. Vendarle, ko se v Evropi pogovarjamo, ne, nam je pa jasno, da če pa ne bomo konkurenčni, ne, tukaj moram vseeno reči, če ne bo teh nekih prebojev, ki smo jih včasih imeli, ja, morda so zapeljali družbo v napačno smer, ampak načeloma pa tudi prinašali veliko dobrih stvari, bomo pa postali še bolj nepomembni, ne? Se bomo pa še težje ukvarjali, to je pa drug pogled na to, kar vi pravite, s tem, da bi obdržali vse tiste stvari, ki smo jih pa že imeli, ne? Se pravi, da bomo kar vrgli puško v koruzo pa rekli, ne bomo več tako živeli, ker ne moremo, druga pot je samo poglejmo, kaj lahko naredimo, no? Ja, tako da za vsako debato je fino, da je malo antagonizma, pa da bodo poslušalci bolje razumela, ne. Kje jaz ne delim izhodišč profesor Godine, jaz ne mislim, da je vse ideološki konstrukt. Ker če je vse ideološki konstrukt, potem je tudi to vaše stališče ideološki konstrukt, ne. In če je vse ideološki konstrukt, potem živimo v zelo nevarnem svetu, ker je zgolj vprašanje, kdo bo tisti, ki bo dovolj močan, da bo ta ideološki konstrukt vsilil v nekoga drugega. In potem anything goes, v nič ne verjamemo, ne. Jaz pa mislim, da se je človeštvo, pa sploh, spet se vračam k drugi svetovni vojni, ker seveda človeštvo se
ali pa človeštvo obstaja ali ne, ampak da ljudje se naučimo takrat, ko jih dobimo po prstih. Ne. In vendarle, iz druge svetovne vojne smo se naučili, da če določenih temeljnih tudi obče človeških pravil, vrednotnih, objektivnih dejstev ne spoštujemo, smo na robu človeške eksistence. Tako da jaz mislim, da smo se naučili, da je človekovo dostojanstvo tisto, ki je nedotakljiva vrednota, da je življenje sveto, da je bistvo našega bivanja v političnem smislu v tem, da imamo oblast in državo, ki ljudem omogoča, da se samo uresničijo. Dejstvo je, da različni ekonomski sistemi različno prispevajo k temu, ampak spet ponavljam je dejstvo, da ne glede na to, kako dobro ali pa slabo nam gre v Evropi, nam gre še vedno bolje kot vse povsod. Položaj ženske je gotovo v Evropi mnogo boljše celovito gledanje kot kateremkoli drugem delu sveta in enako velja za invalide in druge osebe. Tako da jaz mislim, da obstajajo ne samo v naravoslovnem smislu, ampak tudi v družboslovnem smislu obstajajo neke objektivne vrednote, neka objektivna dejstva, v katera moramo verjeti in jih živeti, če želimo, da živimo kar se da v urejeni družbi. In v redu, lahko poskušamo tudi z drugim ideološkim pristopom. In mi sploh v vzhodnem, srednjem delu Evrope smo s tem ideološkim pristopom poskusili. Rezultiral je v večji mizeriji, kakor na Zahodu. In imate prav, da če Evropa želi te svoje vrednote, ki jih menda hipokritično živi, nekako zares živeti in jih doseči, da jih bo delil z nami še do drug, je ključno vprašanje tudi konkurenčnosti. In ker na koncu moraš dati ljudem jesti in piti. In da daš ljudem jesti in piti, morajo imeti ljudje možnost, da gredo, da imajo zaposlitev, da zaslužijo dostojne plače, na osnovi teh dostojnih plač živijo svojo družino, vzgajajo, izobražujejo svoje otroke. In če bo Evropa nekonkurenčna in če dalje bolj nekonkurenčna postaja, se bo naš splošni standard niževal. Bodo plače nižje, bo kakovost življenja nižje, bo položaj žensk slabši, položaj otrok slabši in položaj invalidov še slabši. Tako da tukaj jaz mislim, lahko sanjamo ali pa lahko teoriziramo o nekih drugih modelih, sploh je to v akademiji zelo zaželjeno, ampak hkrati treba biti pa tudi realist, pogledati, kje smo. Če Putin v ozadju gradi veliko vojsko, se je treba pripraviti na vojno. Če so nas Američani pustili na hladnem, je treba se temu prilagoditi in se postaviti na lastne noge. Če imajo Kitajci svojo agendo, je treba računati s to agendo, ker vendarle imamo v tej Evropi 500 milijonov ljudi, za katere imajo politiki, pa jaz mislim, da tudi tisti, ki nastopamo v javnem življenju, odgovornost jih pripraviti, opremiti z razmišljanskim aparatom, da se bodo lahko spopadli z situacijo, ki bo prišla. Ali bo to vse splošna kriza, kataklizma, jaz ne vem. Gotovo bodo pa to drugačni časi, za katere bodo ljudje morali imeti kognitivna in epistemološka orodja, da bodo lahko v njih ohranili svojo kvaliteto življenja. No, zdaj smo pa pri tisti točki, da bo meni politik nekaj prodal, narekovaju, da mi bo zagotovil ta odgovor na razmere, ki prihajajo, mu moram verjetno najprej zaupati. Sami ste rekli, v institucije je treba zaupati, ker če ni tega zaupanja, kaj nam potem sploh še ostane. V zadnjih tednih smo v Sloveniji videli, pa se to ni nič novega. Vlade se menjajo, odnos do predsednika države, predsednika vlade, do ministrov, do predsednice državnega zbora oziroma predsednika državnega zbora je bil vedno zelo podoben, slab. Ampak zdaj spet to gledamo, v teh revolucionarnih časih, ko bodo potrebne odločitve. Kako pa tukaj razumeti, kaj se pravzaprav grejo? Vidimo predsednico državnega zbora, ki pride v državni zbor, pa malce privzdigne krilo. Vidimo predsednika vlade, ki malce napade predsednico države, če se ni sposobna. Vidimo predsednika opozicije, ki govori iste stvari, kar jih govori že 20 let. Ne zaupajte sodstvu, to je vse podkupljeno, komunisti in tako naprej. A bi morali najprej reči v redu, 10.000 evrov vam damo plače, potem pa dobimo neki boljši izbor, ker zdaj se zdi, da ni, no. Veste kaj, jaz bi rekla tako, moram se spet vrniti na to, kar je kolega predhodno povedal. On pravi, obstajajo neke splošne vrednote, obče, v katere moramo verjeti, ne obstajajo. Če gledate zgodovino, vrednote so se zamenjale, če pogledate med družbami, se vrednote menjajo.
In težava je v tem, da bo tudi Evropa morala zamenjati vrednote. Ne? Te vrednote, na katere smo vajeni, so se pa zgodovinsko izpele, žal. Ne? To lahko ima dobre plati, lahko ima slabe plati, to je stvar okusa ali pa česarkoli, ampak je žal tako. Te vrednote nikoli niso bile obče vrednote. Ne? Če boste šli nekam v afriško družbo ali kamorkoli vprašati, to niso bile obče vrednote. Kaj pa, če jaz rečem, tudi niso slovenske vrednote. Kaj pa, če rečemo zdrava kmečka pamet, na primer? Zdrava kmečka pamet je nekaj čisto drugega. Zdrava kmečka pamet temelji na tistem, kar mi v antropologiji imamo neko logiko, ki se imenuje logika obstoječe tirnice. To pomeni, družbe obstajajo zadnjih 40 000 let, oziroma nekateri antropologi pravijo zadnjih 120 000 let, in verjemite mi, da niso imeli teh vrednot, ki kolega zdaj tukaj zagovarja. Ne? In so preživele in so prehranile ljudi, in tako naprej in tako dalje. Imeli so manj vojn, kot jih imamo zdaj in tako dalje. Ne? Je pa res, da se niso vozile v Cadillacih ali pač ne vem, kateri avto je zdaj najbolj popularen, ker se na te potrošniške dimenzije življenja slabo spoznama. Ne? Ampak dejstvo je, razumete, da pač mislim, meni je tudi smešno, ko Evropa govori, mi moramo braniti svoje vrednote, mi bomo zdaj imeli vojno za vrednote. Lepo vas prosim, a ne? A veste, obstoj Evrope v projekciji zgodovine sveta, ne, je ena kapljica v morju. Dajmo, prosim, se zavedati, kdo smo, kje smo in zakaj tukaj gre. Ljudje smo taki, da mi gledamo svoje življenje in rečemo, to si želimo. Ampak moram zdaj dati replike, ker drugače ne gre. Ne? In potem, ko ste rekli, moramo pa skrbeti seveda za ekonomsko racionalnost, se to ne pomeni, da če ste vi socialno racionalni, da nimate razvoja. Lahko imate razvoj namesto na področju avtomobilov, na področju tega, kako boste razvili tehnologije, ki bodo boljše pomagale revnim ali pa, kako bi rekla, invalidom, ne? Ali pa tega, da boste končno razvili novo zdravilo za malarijo, ki je še vedno taka, kot je bila po drugi svetovni vojni, zato ker se farmacevtski industriji ne splača razviti novega. Hkrati pa razvija milijone zdravil proti moški impotentnosti, a ne, mazolčkom na glavi in ne vem še čem. Lepo vas prosim, ne? No, in potem se pomembna glede na nataliteto. Torej, hočem reči, veste kaj, hočem reči, na planetu je dovolj ljudi, ni problema. A ne? Tako da, torej, kako bi rekla, ta zadeva pač, mislim, treba je pogledati malo bolj resno kontekst, o katerem govorimo. Kdo smo torej zdaj tukaj mi? Mi smo, veste, mislim, mi se nečesa ne zavedamo, mi smo verjetno v položaju, pač v zgodovini so neke družbe, ki so dosegle neko, bi rekla, prosperiteto, a ne, iz razlogov, o katerih seveda v antropologiji nekaj vemo, a ne, so propadle, ne, velike civilizacije so propadle in Evropa je temu zelo blizu in to zato, ker ne razume časa, ker ne razume, da ta čas ni isti, kot je bil 100 let nazaj ali pa 200 let nazaj, da problemi niso isti in da je treba drugače delovati in tudi vrednote spremeniti. Ne, prva sprememba nujna bi bila, da je treba dobrobit ljudi postaviti nad zaslužek. To ne pomeni, da zaslužka ni, ampak je pomembnejša dobrobit ljudi od zaslužka. To je razlika. To ne pomeni, da ni zaslužka. Ne? To pomeni, da je drugačen zaslužek, če že hočete. Ne? Zdaj, pri Slovencih je težava ta, da mi, ko govorimo o tirnici, Slovenci smo v evropskem kontekstu izjemno unikatni. Torej, naša zgodovinska tirnica je opredeljena s tem, da smo pač, če boste šli zgodovinarje brata, ne, bo vsak zgodovinar povedal, da 99% zgodovinskega časa je 99% Slovencev bilo kmetov in to pomeni tlačanov, ja? Ne? To pomeni, da mi smo pravzaprav v evropskem kontekstu edina družba, ki je imela feudalizem, ki je temeljil na zemljiškem gospodstvu, ne na feudih. To je ključno dejstvo. Zaradi tega, tam, kjer je bil feudalizem, se je nižji feudalec naučil, da mora ubogati višjega feudalca, drugače mu lahko višji feudalec vzame zemljo, ne? In se je to seveda redno dogajalo. Slovenija je bila edina država, ki ni temeljila na, oziroma teritorij, takrat ni bila država, ne?
današnja država, ne, kjer feudalizem ni temeljil na feudih, ampak na zemljiških gospodstvih. To pomeni, zemljo ste dobili v trajno last in ste se lahko požvižgali na višjega feudalca, ker vam je zemlja več ni mogel vzeti. To je vodilo k višji stopni nečesa, kar se v zgodovini imenuje primordialnost. To pomeni, nižje enote opravljajo funkcije, ki bi jih sicer morale opravljati višje enote. Torej odločajo, ne? Zato so Slovenci imeli tradicionalno neposredno ekonomsko demokracijo in zato Slovenci bodo v vseh intervjujih povedali, da to zdaj ni demokracija in če jih vprašaš, zakaj ni demokracija, bodo rekli zato, ker mi ne moramo odločati o vsakodnevnem življenju svojem. Ne? Razumete, to so mi imamo drugo tirnico, druge stvari so nam važne, druge vrednote imamo, druge stvari so nam pomembne. Ne? Zato seveda tega parlamenta, te demokracije in vsega teh postsocialističnih štorij, razen elite, ki je od tega profitirala, pravzaprav večina Slovencev ne jemlje resno. In to seveda potem je za družbo problem, a ne? Razumete, če pač večina državljanov neke družbe ne jemlje resno družbenih institucij, družbenih zakonov, ne, kot kolega sam ve. A ne. Če obstaja percepcija, da zakoni so za to, da poiščemo način, kakih bomo pač, ne, bi rekla, šli mimo njih, kakih bomo izgrali. Če se vsem Slovencem zdi normalno, da je treba, pač če se le da ne plača davkov. Ne, to so vsakodnevne prakse, ampak če boste zdaj višli Fince pogledati, pri Fincih bo vsak Finec vedel, da davek je treba plačati, zato ker od tega je odvisna socialna država. No, zdaj bom predal besedo. Vseeno pa sej je zelo dobra pot, ampak v nekaj je pa treba, a ne, verjeti verjetno. Verjetno je treba, ampak to je dobrobit drugih ljudi, je to. Odvisno, ampak kdo jih pa mora urejati? Ne? Samo na kakšen način. Odvisno, zdaj spet na kateri paradigmi ideološki delate. Ne? Zdaj, ko jaz govorim o tem, da je bistvo dobrega delovanja institucij in doseganja institucionalnih učinkov v praksi zaupanje, je to liberalno-demokratična paradigma. Ta paradigma ne samo v Sloveniji, kjer se strinjam, da nikoli ni bila ponotranjena, ampak ne vem, če ravno iz teh feudalističnih razlogov, tudi v Evropi nima dolgotrajnega domicila, ker vir moči institucij je zgodovinsko tudi na Zahodu bil avtoritaren. Ne nazadnje še, ko smo midva hodila v šolo, ne, smo vsi spoštovali učitelja, ker če ga nisi spoštoval, je iza katedra prevlekel palico in je koga pošteno nasekal. Ja, seveda, in to je zdaj, na ta način so imele... Ključi pa so leteli. Jaz nisem tega doživela, pa sem starejša. Ampak ključno je, da imate dva koncepta institucije. En je avtoritaren, kjer je treba instituciji zaupati, zato ker je institucija. In to imate tudi en del slovenskega sodstva, tako meni pravi, mi nosimo togo. Kar mi rečemo, je prav. Potem imate pa drug pristop, to je pa avtoritativen. Torej, institucija mora imeti avtoriteto. V liberalni demokraciji se mora tudi institucija zaslužiti svojo avtoriteto, legitimnost, zaupanje v očeh državljank in državljanov. In to zaupanje se meri v tem smislu, v kolikšni meri institucija so pa seveda ljudje, ki to institucijo napolnjujejo, dejansko dosega tiste institucionalne standarde, ki jih mi, kot v nekem idealu liberalne ustavne demokracije, pričakujemo. In večji, ko je ta razkorak med tem, kar naj bi institucije počele in tem, kar v resnici počno, nižja je stopnja zaupanja. Evo, tu se pa strinjava. In zdaj še en stavek. In jasno, Slovenija ima tu en svoj specifičen problem. Ne? Gospa profesor Godina prihaja iz Maribora, zato bo mogoče ta metafora, tako malce zabavna, pa tudi priljudna za ta krog. Lahko uporabimo nogometno metaforo. Ne? Vemo, da imamo v nogometu več lig. Imamo Euroligo, imamo prvo ligo, imamo drugo ligo, imamo pa tudi vaško ligo. Rečejo je tudi divja liga. To je tista liga, ki se igra najbližje ljudem,
igrišča so zelo slaba, igralci so vsi tisti, ki se niso mogli nikamor drugam kvalificirati, zato so zagrenjeni, hkrati pa mislijo sami sebi, da so najboljši, in starejši, ki so, mislijo, da so še boljši in da vse vedo, česar drugi itak ne vedo, in tem igralcem sodijo pa tisti, ki so jih privlekli neki najslabši sodniki, ki, če dobro ne sodijo, jih potem publika, ki je pravno tako primitivna, še malo nabije pa na tepe. Ne? Tudi to sem videl v praksi že v svojem življenju. In mi, nažalost, zaradi majhnosti, ki jo imamo, mi imamo relativno ozko kritično maso ljudi, seveda na negativni selekciji še posebej sistematično delamo, nažalost, čedalje bolj igramo to vaško nogometno ligo. In to, kar se nam dogaja in kar ste opisovali, je pač posledica tega. Potem je pa moja hipoteza še ena, za katero pa mogoče ne bomo imeli časa, da jo razvijemo. Seveda je pa vedno vplivnim centrom v družbi v interesu, da so institucije šibke. Tako da na eni strani imamo Slovenci problem ozke kritične mase in splošne degeneracije, ki je značilna za Zahod, in na drugi strani namenska šibitev institucij, zato da se drugi vplivni centri moči lahko samovoljno polaščajo na eni strani davkoplačevalskega denarja, na drugi strani pa počnejo tiste stvari, ki bi jih sicer pravna država, če bi obstajala, lahko preganjala. In potem in ta trend, jaz mislim, da v Sloveniji lahko opazujemo že od samega začetka ne, ker na začetku je bila neke vrste organizirana hipokrizija, da bomo dosegli neke standarde, se jih držali, tudi z namenom članstva v Evropski uniji. Po članstvu v Evropski uniji smo se pa mi naslonili nazaj, smo se razpasali in rekli, zdaj smo pa tam, kjer smo, zdaj pa let's play it business as usual. In to, kar imamo danes v parlamentu, kar imamo na vladi, kar imamo kamorkoli pravzaprav pokažete, ne nazadnje tudi v medijih, je rezultat procesa 30-letne namenske in objektivno sociološko podane razgradnje institucij. In država brez institucij ne more delovati. Ne? In Jean Monnet že zdavnaj je povedal, nič ni mogoče brez ljudi, ampak nič pa ni trajno brez institucij. In če zdaj to povežemo z začetno zgodbo, a smo jezni zaradi globalnega dogajanja, če nas skrbi globalno dogajanje, že v dobrih časih bi nas moralo zares skrbeti za Slovenijo s takšnimi institucijami in s takšnimi institucionalnimi akterji. Kamoli šele v slabih časih, v kateri smo se zdaj znašli. In prav ta pot v bistvu je tista, ki sem si jo zaželel, da od ozunaj gledamo in malce grajemo Trumpa, potem pa v resnici pogledamo k sebi domov. Ne? In mi je všeč teza za zadnji krog, ravno ta demontaža morda celo teh institucij, ampak kje se začne, gospa profesor Vugodina? A so mediji tisti, ki niso opravili svojega dela, so morda vplivni posamezniki v družbi krivi? Ne, jaz bi rekla tako. Ne. Tudi v resnici osnovni problem, ne, zdaj, če govorimo o postsocialistični situaciji, in tu se seveda s kolegom strinjala, tudi seveda s pomenom institucij, ni družbe brez institucij. Ne. Nobene družbe človeške ni brez institucij, ne samo zahodnih in ne samo slovenske in tako naprej. Ampak seveda osnovni problem je bil narejen v času, pač ko smo seveda začeli z postsocializmom in smo verjeli, da vi lahko institucije zamenjujete tako kot obleke zamenjate. Ne? Rečete, zdaj mi ta obleka ni všeč, zdaj bom vrgla proč in bom vzela drugo obleko. Ne? In potem smo upeljali, ne samo mi, to so vse postsocialistične družbe naredile, in za tisti, ki se ukvarjamo z antropologijo postsocializma, to poznamo iz številnih študij, ne. Potem so pa družbe preprosto copy-pastale, mi temu rečemo, ne, pač najboljši izraz, iz Zahoda institucije, misleč, da če bomo mi zdaj institucijo iz Zahoda prinesli sem, bomo rešili problem, ker bomo pa takšni, kot je Zahod. Ne, in tukaj se vračamo na to, kar je kolega predtem rekel, ne? Ampak tu imamo neke ljudi še. Ne? Zdaj je v resnici institucija smo ljudje, ne? Kot je rekel kolega. In zdaj, če vi pripeljete institucijo, ki je po svoji strukturi in logiki drugačna, kot je logika razumevanja sveta ljudi,
potem pač ljudje naprej delujejo po svoji logiki, ne ozirajo se na to, kakšna je logika institucij in svojim vsakodnevnim delovanjem blokirajo institucije. Ne? Mislim, če zdaj stvar poenostaviva. Ampak to mislim, da pač za publiko, da bo pač lahko v osnovi razumela, v čem je problem. To se seveda v Sloveniji dogaja, ne samo v Sloveniji, tudi v drugih postsocialističnih družbah. Ne? To smo pač antropologi postsocializma proučevali te posebnosti antropoloških pač družbenih sprememb v postsocializmu in smo dejansko ugotovili, mi temu rečemo, da institucije niso indigenizirane. To pomeni, da niso prilagojene temu, kdo so ti ljudje, ki bi morali v teh institucijah funkcionirati. Mi pričakujemo, da se bodo ljudje prilagodili institucijam. Ne? To je sicer lepo in optimistično pričakovanje, ki pa se ne izide. Ne? Ljudje ravnajo naprej, kot so oni vajeni. In če pač institucije ne delujejo, potem pač oni rekonstruirajo nazaj svoje prakse. No, vam bom dala recimo skrajni primer iz antropologije postsocializma, pa bo dobro ilustriral to, o čemer govorimo. Ne? Pač, ne, v Albaniji v postsocializmu se spet pojavi krvna osveta. Ne? In potem vsi padejo v nesvest, kaj se zdaj to dogaja. In potem je šla Devalova, torej ena antropologinja, je šla pač proučevati na vasi, kjer se to dogaja, kaj se zdaj dogaja. In so oni pač rekli, ja, zdaj zadeva je takšna, ne. Zdaj, starih institucij socializma, ne glede na to, kako so bile dobre, ampak vse nekaj so delovali, ni več. Nove institucije ne delujejo. Zdaj pač mi moramo nek red uvesti, ne? In zdaj pač smo se mi naslonili na tisto, kar pač vemo, da deluje. Torej, krvna osveta. Razumete, to je nevarnost, če vi dejansko ne znate skreirati institucij, s katerimi ljudje sodelujejo. Če vi postavite institucijo in rečete, aha, mi smo zdaj institucija, zdaj pa mi zahtevamo, da morate vi svoje vsakodnevne prakse spremeniti, ker smo mi institucija. Ljudje tega ne bodo naredili. In potem s svojim ravnanjem blokirajo institucije in potem se dejansko v tem svetu, ki ga je kolega odlično opisal pred tem, ne, znajdemo. Torej imamo mi vse polno teh institucij, ki pa so, ne, bodimo odkriti, ne, pač ne vem, parlament, državni zbor in tako dalje. Mislim, dostikrat je to farsa, dostikrat se ne samo jaz kot pač neprofesionalka, ampak tudi navadni državljani, ki jih jaz intervjuvam, pač sprašujejo, zakaj mi to v resnici plačujemo. Ne? Mislim, ne bi bilo mogoče boljše, da se ta denar za kaj drugega potroši. Ne? Razumete, to je problem. Ne gre za to, ali je ena institucija dobra ali slaba. Vsaka institucija ima dobre in slabe plati, tako kot ima vsak človek dobre in slabe plati. Gre za to, da če vi pač ste se navdušili nad neko institucijo na Zahodu, ki je tam recimo res lahko dala dobre rezultate in zgodovinsko pač je lep primer česarkoli že, in jo vi avtomatično prenesete v neko družbo, ker pa ljudje, jaz vedno rečem, ja, super, da to deluje v skandinavski družbi, ampak Slovenci niso Skandinavci. Ja, super, da to deluje v Avstriji, ampak Slovenci niso Avstrijci. Ja, super, da to deluje, ne vem, na Nizozemskem, ampak Slovenci niso Nizozemski. Če zdaj vi to prenesete z najboljšimi nameni, to je bilo v vseh postsocialističnih družbah narejeno z najboljšimi nameni, je pripeljalo v to, kar pač imamo. In nimamo samo mi, to imajo postsocialistične družbe na splošno in seveda se zgodi točno to, kar je kolega povedal. Potem pač pridejo avtoritarci, ne, ki z pač močno roko uvedejo red, ker pač te institucije očitno tega niso zmožne. Ne? In danes že beremo, žal, mislim, oprostite, mi beremo, jaz zdaj mislim danes, ne mislim, da včeraj sem prebrala, da je pisalo, da je treba Sloveniji pripeljati avtoritarno oblast. Ne? To se zdaj pač že odprto piše. Razumete, to je zdaj temu mi rečemo neindigeniziranost institucij. Institucije morajo biti povezane z logiko ljudi. In če vi institucijo utemeljite na logiki ljudi, ona lahko deluje in seveda potem rešuje njihove probleme in potem pride do zaupanja, tako kot je kolega rekel. Zdaj, če pač institucija ne reši problemov, je ljudje ne zaupajo, jasno.
In prav to, kar ste rekli. Ne? In tu imamo v postsocializmu, samo še to bom rekla, to tudi obstaja en proces, ki ga pač prav popisujemo, temu se reče družbeno proizvedeno nezaupanje, ne? Torej družbeno določeno nezaupanje do pač institucij in tega postsocializma. To je prav proces, zgodovinski proces je to, a ne? Ki izhaja iz napake, ker se ne razume, da preprosto, jaz vedno rečem mojim študentom tako, jaz, kot sem povedala, vodim dačo dokler in zdaj, ne vem, mi crkne akumulator. In mi lahko, ali pa svečka, se vseeno. In mi lahko reče, zdaj bom jaz dala od najboljšo svečko, ki je na avtomobilskem trgu v moj avto. Jaz jo lahko dam najboljšo svečko, bo avto delal, ne bo delal, crkno bo. A veste, tukaj, ne? Vi morate razumeti, družba je sistem, bolj zapleten sistem, kot je motor avtomobila. In vi ne morete vnašati, če tudi najboljše elemente od drugod, kar v ta sistem in pričakovati, da bo to delalo. To ne bo delalo. In točno to se dogaja. In seveda potem ljudje ne zaupajo več in potem, se vam pravim, se odprto piše, da zdaj pa bi bilo treba pač avtoritarca pripeljati, ker tako očitno ni s tem vsem skupaj nič. In to je ravno ta zadnja žoga, ki vam jo podajam še, ja, ker je zelo dober poudarek, ne, kam nas to pelje. Ja, zdaj govorili smo o nogometu, pa dajmo še malo o glasbi, ker ste rekli, kdo je kriv. Zdaj Severina poje. To moram vprašati. Severina poje, zdaj je važno, ko je kriv, ne? Ona meni, da ne. Đorđe Balašević pa lepo odgovori, krivi smo mi. In tukaj se jaz strinjam z gospodom Balaševićem, žal preminulim, ker dejansko uspeh družbe kot take, kot celote, je odvisen od ljudi. Sem pa nekoliko manj pesimističen, ker v tem smislu, ker če bi nekako to, kar je povedala profesor Godina, pripeljali do logičnega zaključka, da na nek način potem neke boljše institucije ob slabih ljudeh nimajo pravično nikoli nobene šanse, ker bojo te slabi ljudje vedno te institucije nekako pokvečali in skrotovičali. Jaz vendarle mislim, da institucije imajo tudi nek svoj socializacijski učinek, da socializirajo nazaj tiste, jih nekako po institucijo v skladu z tistimi standardi, ki jih naj bi institucija dosegala. Ne? Zdaj je pa tukaj odvisno, ali smo mi uspeli v družbi kot celoti, zdaj krivi smo mi, zlasti pa v javnem prostoru, v javni debati, v robustni javni debati, držati ogledalo institucionalnim anomalijam, ki so jih zakrivljali ljudje, ko se je to dogajalo. Ali pa smo kot družba v bistvu v javnem prostoru, in tukaj mislim, da je odgovornost medijev največja, pa tudi v vseh ostalih, tisti, ki ne bi kreirali javni prostor, akademija, civilna družba, ali smo enako, brez dvojnih meril, kritizirali institucionalne anomalije, ki so jih naredili naši ali vaši. In jaz mislim, da to, in še potem sodstvo, ki bi moralo to ne samo kritizirati, ampak penalizirati, ni reagiralo in potem prijemo do te institucionalne razgradnje. Za naprej, jaz mislim, da iz zgodovine vemo, kaj se dogaja, ko zamenjamo avtoritativni način vladanja z avtoritarnim. Ne? Bojte se klicov po močnih voditeljih, kot sem že enkrat povedal, vsaka moč kvari, močnejša moč bolj kvari, absolutna moč najbolj kvari, tako da to je paradigma, ki je gotovo zavožena in vodi v klavnico. Jaz mislim, da tisto, kar bi morali storiti, je nekako na ravni družbe, na ravni tistih, ki ustvarjamo javni diskurs, najprej si priznati, tole je bilo narobe, ne? Tukaj se nismo držali teh standardov in gremo naprej, dajmo spremeniti te standarde, dajmo vzpostaviti kredibilne, kvalificirane, poštene medije, ki bodo kritizirali anomalije in poskušajmo torej dosegati, se bolje približevati tistim standardom, za katere smo se dogovorili in nagraditi politike, ki obljubljajo, da bodo to storili. Zdaj lahko bo nekdo rekel, da je to naivno gledanje, ampak to je vse, kar nam v demokraciji preostane. Demokracija, sestavljena iz ljudi, iz krvi in mesa, je proces, ki je trial and error. Poskus in ugotovimo, da ne deluje in poskusimo znova in bolje poskusimo. In v tej luči, sem jaz danes vztrajal, da moramo verjeti v neke objektivne vrednote, da je nekaj je dobro, za leve, desne, vmesne, za gospodarstvo, nekaj pa prav in narobe.
In to prav in narobe temelji na nekih objektivnih vrednotah, za katere zgodovinsko izpričano vemo, da če jih kršimo, da družbe mnogo slabše poslujejo, kot če jih spoštujemo. In v tej luči, v tej zavesti je treba generirati javni diskurs, je treba generirati civilno družbeno podporo in je treba generirati nek politični razred, ki bo te ideje prelil v institucije. Ker politik je tudi poklic in tega se nismo dotaknili, ker tudi nimamo časa, ampak mi ne moramo imeti resne in kredibilne politike, če mi nimamo resnega in kredibilnega procesa politične socializacije. Tako, ker se profesor ne rodi, se mora nekaj naučiti, se tudi politik ne rodi, ampak mora čez nek proces politične socializacije in mi v razsutem političnem prostoru, kjer praktično nimamo resnih političnih strank kot institucij, tega procesa politične socializacije nimamo in zato je lahko v naši politiki vsakdo vse. Tudi mi trije, če nas zdaj povabi čez 1 leto, pa če smo dovolj popularni, če smo danes dobro delali, smo lahko jutri, kaj jaz vem, vi boste minister za kulturo, kolegica za izobraževanje, jaz pa da bom šel na Novo Zelandijo, bom pa za zunanje zadeve. A veste, ampak temu se režimo, ampak tako zadnjih 15 let delujemo, ali pa 30 let, ali pa 40 let. Na začetku so se držali nečesa, ampak tako delujemo, ampak vidimo, da to ne deluje. Na tak način se države ne da voditi in se države tudi ne da iti. In mislim, da je nastopil čas, da o tem javno spregovorimo in da poskusimo, če še ni prepozno, tudi delati drugače. Ja, jaz bom tako rekla, da kar se tega tiče, naj to vrača na tisti pogovor pred našim snemanjem, ko sem rekla, ko ste me vprašali, kaj me moti, in sem rekla, da pač me moti tudi to, da pravzaprav mi politike nimamo profesionalizirane politike, da jaz, če se mi pač avto pokvari, havbo znam odpreti toliko, da tisto tekočino za čiščenje okn, a ne nalijem, potem pa ga peljem k mehaniku, ne bom šarla po tem motorju sama, medtem ko po sistemu družbenem, ki je bistveno bolj zapleten, kot je motor mojega avtomobila, šari vsak laik, ki pač trenutno ima 5 minut časa, in to seveda plačujemo, tu se bom jaz zelo strinjala. Edino, kar se pa ne morem strinjati, je pa to, da institucije zahodne so dobre, Slovenci so pa slabi. Nič ni absolutno dobro, nič ni absolutno slabo. Gre za to, da moramo pač pogledati, kakšen potencial imajo neke institucije in kakšen potencial imajo Slovenci. Slovenci imajo ogromen potencial, ki v zadnjih 30 let ni izkoriščen. Niti politično, ekonomsko, niti socialno. To je pa dober zaključek, se mi zdi. Hvala lepa obema za res konstruktivno debato, dobre poglede. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami in ja, kot ste slišali, imamo ogromen potencial, ker vendarle nas je, zdaj sicer 2 milijona, pa nas je bilo veliko manj v tej zemlji, ko so bili okoli nas mnogi, pa smo preživeli. Zato glejmo raje na to, kakšen potencial imamo in kako ga čim bolje izkoristiti. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.